ločiti med tisto dobro, kakovostno glasbo, pa med tisto slabo. To nas veliko krat vprašajo, kaj ti praviš, Katja? Ja, jaz pravim tako, ne, tako kot hamburger, ne, pa eno kvalitetno kosilo, ne, približno, ne, potem efekt, ne, kaj ostane potem od tega, ne. To je prav tako kot, na primer, vprašanje, kaj je kič, kaj ni kiča, ne. Tukaj, ne, na primer, Žiga kot literat ali pa, na primer, vi likovnice oziroma ne, naši likovniki, ki so, ne. Da rečemo kič, ne, ali pa tisto slabo, bi tako na hitro lahko rekel tisto, kar kriči, ne. Joj, poglej, kako sem lepo, poglej, sem krizo, me piče lepa, ne, tako sem lepa, ne. Tisto najbolj bistveno, tisto lepo je skrito bolj v majhnih stvareh, ne. Ampak dobro, zdaj pri glasbi vsekakor, ne, če se mi držimo ljudske pesmi, otroške pesmi, umetne pesmi, ne, pa predvsem vsebine, ne. Meni tudi rečejo, ne, to zdaj že pravzaprav dolgo, ne, včasih je bilo aktualno, so mi rekli, joj, naši pojejo že eurovizijsko, ne, pa vse živo, ne, pa rečejo, križana gora, a ti veš, kako jim kvariš glasa, ne, to melodije so grozne, skoki, ritmi. Kakšen otrok ne rečem, da obvlada, ampak jaz mislim, da to za njegov glas ni dobro. Ampak potem jih vprašam pa v angleščini, kako pa to gre, ne. Se pravi, tukaj mislim, da izbor sploh ni težek, torej v vsakem primeru pojmo v slovenščini, pojmo o vsebinah, ki so iz otroškega sveta, ne vem, o naravi, o družbi, o igračah, o razpoloženjih, uspavanke, vesele pesmi, rajalne in tako naprej. Če izbiramo na ta način, že samo vsebina je tista, mislim, da imamo pri pesmicami dosti lažje pot. Zato, ker ti že samo vsebina besedila pove, aha, to je primerno, to ni primerno. Gotovo, to tudi mi v šoli velikokrat poudarjamo, mi imamo razne učbenike, majhna sem bila, piške sem pasla, pa tele pojmo, pa tako naprej, ne. Ampak rečemo, to ne boste vi celo življenje samo to prepevala, ne. Vi boste šli v trgovino oziroma boste slišali, da so išle nove knjige in vi ste zdaj že toliko podkovani v tem, kaj je estetsko, kaj ni estetsko, kakšen je dober izbor, da greš najprej po besedilu, ti primaš eno novo zbirko in rečeš, zdaj bom pa jaz pogledala, ne, ali je to za moje otroke, ne, v vrtcu ali moje domače ali ne. Da ne omenjam zdaj še likovno plat, ne, ki je tukaj zelo pomembna, ne, če ti hočeš celostno neko pesmico naprej nekomu podariti ali pa neko knjigo, ne, gledaš tudi likovno plat, gotovo, pa literarno, ne, kakšne je po literarni obliki, ampak rečemo, da se zdaj jaz v tiste pesmi, ne, osredotočam, ne. Se pravi, najprej bi prvi element pogledala, vse pesmi, če je to pesmica z 10 novimi pesmicami, ki jih jaz ne bi poznala, avtorja ne bi poznala, ampak rečemo, poglejmo, ne, morda je pa čudovita, ne, in pogledam najprej besedila. Pogledam najprej, če so iz otroškega sveta, o čem govorijo. Dobro, pa na koncu ugotovim, pesmi so v redu. Tukaj bi jaz bi sigurno, zato ker mi izbiramo besedila, mi vemo, kako dajemo skladateljem pesmi za uglasbovati, da jih prečistimo tlele, ne vem, vse veš, ne, Maja, jaz jih zberem 50, potem jih pa mi uredniško mogoče 10 izberemo od tistega, ne, in to zelo pod nekim drobnogledom, ne. Se pravi, dobro, to je druga plat. Rečemo, vsebinsko je pesmarica ustrezala. Potem pogledamo melodijo. Če smo že prej omenili, da ne bi bila približno enočrtana oktava, pogledamo, a se res te pesmi gibajo nekako tej oktavi. Potem pogledamo, rečemo, kakšen je ritem. Če mi vidimo veliko teh raznih sinkopiranih, ne, in pa skokov, gor, dol, to vemo, ja, to bomo mi zapela, ne. Se pravi, to morda bo pretežko, ampak dobro, če se v 10 pesmicah pojavi 1, 2 taki, še ne obupamo, ne. Morda pa pojemo to starejšimi otroki ali pa vzgojitelj zapoje, ne. Mi ne smemo pozabiti, da tudi vzgojitelj lahko poje primerne pesmi, ki so za otroke pretežke za peti. Naprej, če spojem neko pesmico, ne vem kaj, tiste Potepuha, ne, od Mozarta ali pa od Haydna kakšno, kakorkoli, ali pa kakršnokoli umetno od naših avtorjev, ki je napisal za, ne vem, osnovno šolo, za mladinski zbor. Lahko zapojem otrokom, zakaj pa ne, umetniška vrednost je. Otroci bodo imeli nek umetniški vtis, neko doživetje, ne, estetsko ob tem. Ampak ne bomo jih pa najbrž učili pet teh pesmi. Ne? Se pravi, zdaj, če smo gledali vsebina, potem melodija, ritem, ne? To se mi zdi, da so nekako taki uprejemljivi osnovni elementi, ki lahko vzgojitelj s svojim znanjem definitivno lahko reče, aha, tole je primerno, tole ni primerno.